Pri nas živi 16 vrst klopov, najpogostejši med njimi je gozdni klop, ki ima vrsto gostiteljev in ki se, kot je znano, pri nas pravzaprav res dobro počuti, kajti Slovenija spada med endemska območja z najvišjo pojavnostjo tako klopnega meningoencefalitisa kot lajmske borelioze. V tem kontekstu me zanima, kakšne ugotovitve prinaša raziskovalni program Nadzor prenašalcev vektorskih bolezni, v katerem sodelujete, kakšna je prisotnost prenašalcev ter patogenih mikroorganizmov, ki jih prenašajo, in pa seveda, kakšna so aktualna dognanja glede aktivnosti klopov, ki so sicer v tem letu aktivni že kar nekaj časa, kajti njihova dejavnost se ustavi res le v najhladnejših zimskih mesecih. Ja, tako je, pravilno ste povedali, v Sloveniji beležimo 16 vrst klopov. Najpogostejši med njimi je gozdni klop oziroma navadni klop, ki mu znanstveno pravimo tudi Ixodes ricinus. Ima široko paleto gostiteljev, od divjih živali, mačk, psov, pa tudi ljudje smo radi njegov gostitelj. Je vektor prenašalcev povzročiteljev bolezni, kot so lajmska borelioza in klopni meningoencefalitis, pa tudi raznih drugih povzročiteljev bolezni. Problematičen je pa predvsem zato, ker ima širok spekter gostiteljev, najdemo ga povsod po Sloveniji, razen na višjih nadmorskih višinah, se pravi, je splošno razširjena vrsta in pa številčno zelo pogosta vrsta. Nekako sovpadajo vzorci okuženosti klopov z povzročitelji bolezni, enako kot opažamo vzorce pri bolnikih. Se pravi, so neka koncentrična območja, kjer je več lajmske borelioze in nekatera območja, kjer je več tudi klopnega meningoencefalitisa. Tako da nekako pacienti in okuženost klopov sovpada z vzorcem razširjenosti, lahko pa predvsem izpostavimo, da nekako najmanj je teh okužb v severovzhodnem delu Slovenije in pa v jugozahodnem delu Slovenije, se pravi nekako, če posplošimo Primorska in pa Prekmurje. Tam tudi najdemo veliko drugih vrst klopov, ki so mogoče zaradi tega tudi navadni klop malo manj pogost. Drugače pa ja, tudi te tople zime, visoke temperature povzročajo, da so klopi aktivni že zelo hitro. Takoj, ko se temperatura tal dvigne nad 6 stopinj Celzija, so klopi že aktivni, saj zimo namreč prezimujejo v listnem odpadu pod snegom, ko pa se temperature dvignejo, začnejo iskati svoje gostitelje. Te mile zime, kratke zime pa omogočajo hitro aktivnost, tako da letošnje leto beležimo aktivnost navadnega klopa praktično že od samega januarja naprej. Morda vendarle še beseda ali dve o programu, ki trenutno teče, in sicer v sklopu katerega se ukvarjate z uvidom v razširjenost prenašalcev vektorskih bolezni. Tako je, trenutno poteka sicer že zadnje leto ciljni raziskovalni program Nadzor vektorsko prenosljivih bolezni, v sklopu katerega izvajamo monitoring tako komarjev, ki so vektorji različnih povzročiteljev bolezni, in pa klopov. Pri klopih poteka monitoring tako, da na stalnih izbranih lokacijah enkrat mesečno z metodo zastave 1 uro vzorčimo na tem območju, poberemo vse klope, ki jih v tem času naberemo, ulovimo, jih določimo, preštejemo in potem z laboratorijskimi analizami analiziramo prisotnost povzročiteljev bolezni. Ali je klop prenašalec okužbe v vseh 3 razvojnih fazah? Vemo namreč, da za prehod v vsako naslednjo fazo potrebuje kri. Tako je, za vsak obrok, za vsak razvojni stadij, da se prelevi v višji razvojni stadij, klop potrebuje obrok krvi. Načeloma prenos povzročiteljev bolezni od samice na jajca ni tako zelo pogost, je v manjšem procentu, zato je to zelo malo verjetnost. Ko pa klop enkrat odloži jajca, se izvalijo ličinke
ki se prisesajo na gostitelja, ki je ponavadi okužen z nekim povzročiteljem bolezni, in potem ličinka v nadaljnjem razvoju postane prenašalec te bolezni.